prihodnost, če ne bo nujno potrebnih reform, ki bi se že zdavnaj morale zgoditi, sigurno ni prav obetajoča. Skratka, na tem področju bi se želel enega, po domače povedano, prosvetljenega absolutista, ki bi imel parlamentarno večino in dejansko izpeljal vse potrebne reforme, ki bile morda v začetni fazi tudi kakšne malce nepriljubljene. Vendar seveda, ker se je to nemogoče, da bi se to zgodilo, pa pričakujem dejansko konsenz vse politike na tem področju. Tukaj gre dejansko za nek nacionalni interes, če želite, kot osamosvojitev, kjer je potrebna enotnost in kakršnakoli politika je leva ali desna, mora biti v vsem interesu bolj urejeno zdravstvo in seveda vsak bo lažje vladal, tudi če bo ta segment bolje urejen, kot je sedaj. Kako pa morda v tem kontekstu gledate na aktualno odločanje o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Tu se nekako, to je eden od primerov, kjer se je pokazal obraz politike. Kako ga vidite, v kakšni luči? No, jaz bi najprej poudaril, da seveda nisem nek strokovnjak za zavarovalništvo. Osebno pričakujem, da se bi v Sloveniji razvil nek podoben sistem zavarovanj, kot je v razvitih zahodnoevropskih državah, Skandinavija, Nemčija. Skratka, da ne bi izumljali tople vode, ampak nekako povzeli nekaj, kar deluje. Zdaj, usoda tega ukinjanja dodatnega zavarovanja se dejansko vleče kot jara kača tako daleč, kot zdaj še nismo bili. Vendar, kot vidite, tudi to ni uspelo, ker mi daje misliti na to, da je zadaj res nekaj zelo močnega, ki dejansko lahko povzroči, da zaradi tega tudi pade vlada. In kot vidimo, tudi aktualna vlada v resnici spet beži pred odgovornostjo. Nekako bomo spet pred iskanjem novega ministra za zdravje. Kaj to pravzaprav pomeni z vidika slovenskega zdravstvenega sistema, z vidika vseh, ki delate v njem, pa tudi z vidika pacientov? Kakšen pravzaprav bi v naslednji vladi moral biti človek, ki bi prevzel vodenje tega v bistvu v resnici najodgovornejšega in najzahtevnejšega resorja? No, to prepogosto menjavanje ministrov za zdravje seveda pomeni vzdrževanje statusa quo. To pomeni, da ne pride do nobenih potrebnih reform, ker tudi če si ti genialec ali pa če bi bil kdo od prejšnjih ministrov, ki morda je celo genialec, in bi skušal nekaj spremeniti v takem kratkem razdobju, to so mandati, ki trajajo manj kot 1 leto, velikokrat seveda ni moč narediti nič. Tako da, kar v bistvu jaz pričakujem, je zopet en konsenz politike, leve, desne, da se določene stvari v zdravstvu, ki so v interesu vseh, uredijo in potem dejansko nek poln mandat, vsaj en poln mandat ministra za zdravje, človeka, ki je neodvisen, ki dela v dobro ljudi, ne v dobro lobijev, ki se ga ne more izsiljevati in ki je pripravljen tudi narediti neke stvari, ki bojo morda nepriljubljene, vendar nujne. V resnici je tako, da bi v Sloveniji politika res končno morala dojeti, da področje zdravstva ni nekaj, kar naj bi razdvajalo, ampak tisto, kar naj bi spodbujalo enotno ukrepanje, enotno odločanje. No, kot sem povedal, mislim, da je področje zdravstva podobno kot, če želite, je bila osamosvojitev, podobno kot je bila pridružitev Evropski uniji. Skratka, nek nacionalni interes, kjer absolutno bi moral obstajati konsenz politike, ker tukaj gre za bolne ljudi, za bolnike. To ne more biti poligon, ker se igrajo z zdravjem in usodami bolnih ljudi na račun seveda igre raznih ozadij in teh podobnih stvari. Skratka, pričakujem dokončno neko zrelost v slovenski politiki, da se tudi nek zakon, ki ga morda predlaga politično nasprotna stran, pa je smiseln, sprejme strani druge strani. Omenili ste igre, ki so
pač na tej ravni, na tem področju žal še vedno aktualne. Če pogledava samo področje javnih razpisov, kjer ste tudi sami odigrali pomembno vlogo, razkrili, kako nedopustno v Sloveniji preplačujemo žilne opornice in pripomogli k znižanju cen. Pravzaprav neverjetno pa je, da se po vsem tem na sistemski ravni ni zgodilo prav nič, razen tega, kar ste tudi javno že povedali, kar ste občutili sami na osebni ravni. Kakšne pravzaprav so bile posledice? No, te posledice moje na osebni ravni, to so seveda manj pomembne stvari, ki sem jih že rešil. In seveda namesto, da bi se usedel v kot in jokal, pač človek poišče rešitve. Bolj pomembno je, da ta afera Stenti ni pripeljala do nekega sistemskega ukrepanja, da se take zgodbe ne bi ponavljale. Jaz sem velikokrat javno predlagal politiki, da sprejme zakon o javnih naročilih v zdravstvu. Tudi točno povedal, katere so ključne stvari, od referenčne cene, ki mora biti zahodnoevropska, skandinavska na primer, do tega, da se dejansko cela vlada, cela politika, gospodarska diplomacija vključi in pri tem pomaga. Do zdaj tega ni bilo nič, jaz upam, da je zdaj pravi čas, morda ravno ta medvladje, da pride na plano v parlament nek tak zakon in potencialno prihrani ogromno denarja slovenskim bolnikom. Konkretne rešitve na različnih ravneh pa pravzaprav predlagate tudi zdravniki, združeni v skupini zdravstvo.si. Saj ste pripravili program nove zdravniške zbornice, v sklopu katerega se dotikate tudi tega področja. Kako to urediti na tak način, da bodo stvari ostale nedotakljive in da bi pač čim bolj celovito in dosledno preprečevali korupcijo? No, ta skupina zdravnikov, tukaj bi poudaril, da to smo nekateri zdravniki Slovenije, poleg tega imamo tudi Slovence, ki so uspeli v tujini, slovenske zdravnike, ki so uspeli v tujini in jih jaz izjemno cenim. In skratka so zelo dobrodošli in nujen del te skupine, ker prinašajo to tujo izkušnjo, kako lahko stvari tečejo. Skratka, to je neko prostovoljno združenje, katerega namen nikoli ni bil in ni in ne bo oblikovanje kakšne politične stranke oziroma političnega programa, ampak dejansko, da pomagamo na področju zdravstva, tisti, ki imamo izkušnje, tisti stranki, tisti politični opciji, ki dejansko bi imela voljo končno te stvari nekoliko bolj urediti, kot so. Pa imate prav pri novem programu zdravniške zbornice v mislih že kandidata za predsednika, s katerim bi se dogovarjali o uvedbi tovrstnih sprememb, ki so pravzaprav v resnici zelo radikalne. Ste se že pogovarjali s kom? Zaenkrat je to v fazi nekih pogovorov, vendar ni nobenih dokončnih odločitev in odgovorov na to. Bi vas pa vprašala, glede na dogajanje v našem zdravstvu, kjer razmere v resnici niso optimalne, kjer se zdravniki soočate z nedopustnimi delovnimi pogoji, marsikdaj s kadrovskimi problemi, z obrabljeno, izrabljeno, amortizirano opremo. Me zanima, ali ste kdaj razmišljali o tem, da bi se pridružili toku bega možganov in poiskali strokovne izzive nekje, kjer so pogoji za strokovno delo bistveno bolj prijazni kot pri nas? No, če bi bil 10 let mlajši, bi verjetno po tej aferi z Stenti in potem, ker je temu sledil, vključno z odvzemom raziskovalnega programa strani Arsa dvakrat, bi verjetno odšel v tujino. Tako pa pri mojih letih sem se seveda odločil, da bom svojo zdravniško strokovno kariero zaključil tukaj v Sloveniji. Kako pa, kaj v bistvu pomeni biti žvižgač v delovnem okolju, v katerem ste pravzaprav že več kot 3 desetletja? Kako vodstveni kadri, kako vaši sodelavci gledajo na vašo brezkompromisno odkritost in poštenost? Imate podporo ali ne? No, mene v bistvu
v prepričanju, da je to prav, kar delam, nekako napeljuje to, da vidim podporo normalnih ljudi, tistih, ki jih dobro poznam, ki so moji prijatelji, pa ne samo tistih, ampak tudi tistih, ki jih ne poznam, te ustavijo in ti izrazijo svojo podporo. To mi nekako utrjuje v prepričanju, da je to prava pot. Kar se tiče vodstvenega kadra, seveda te stvari ponavadi niso priljubljene, čeprav v bistvu so v njihovem interesu, in nekih, bom rekel, direktnih napadov, direktnih razgovorov, ker bi se mi točno pokazalo, kaj sem naredil narobe, seveda tukaj ni. Žal prihajajo kakšne stvari zahrbtno in to je tisto, kar najbolj sovražim. Lahko morda izpostavite kakšen primer, za katerega se pravzaprav zdi oziroma za katerega bi rekli, da mu v medicini ni mesta? No, verjetno, da se selektivno prepove delo pri drugem delodajalcu v prostem času, kot sem bil deležen po tisti aferi Stenti. Verjetno je to tudi povezano z odvzemom programa, dolgoletnega, uspešnega raziskovalnega programa strani ARS, čeprav konkretnih dokazov nimam. Skratka, veliko je, bom rekel, dogodkov, ki, če jih povežeš skupaj, dejansko vidiš, da verjetno niso naključni, so pa zelo težko dokazljivi. Vendar, kot sem dejal, moje načelo v življenju je vedno bilo, da ne tarnam, da se določeno situacijo sprijaznim in iščem rešitve drugje in tako seveda grejo stvari naprej in velikokrat se izkristalizira še kakšna boljša rešitev. Kako pa je s strokovnimi izzivi z tega vidika, ko se človek vpraša, kako je v zdajšnjih pogojih, razmerah za delo mogoče zagotavljati res kakovostno in varno zdravljenje? Je tu veliko kratkih stikov? No, vsakoletna ta okužba, obdobje okužb z virusi, respiratornimi obolenji, dejansko pripelje, vsaj za klinični center, lahko govorim za interno kliniko, nas v situacijo, da smo v bistvu v vlogi gasilcev. Ni prostora, ni opreme, premalo sester, ogromno bolnikov, velik naval bolnikov in sistem se zlomi, vsako leto bolj. Žal vodilni te diagnoze ne postavijo in seveda potem ne ukrepajo. In seveda v takih razmerah, ki se potem potegnejo lahko še v pomlad, odnosno se začnejo nekako prej jesen in v teh konstantnih kadrovskih stiskah, predvsem na področju medicinske nege, sester, seveda klinični center kot univerzitetna inštitucija ne more opravljati uspešno svoje poslanstvo, ki ga vidim v kliničnem delu, uvajanju novih metod, v raziskovalnem delu in v pedagoškem delu. Tukaj gre za 3 stebre, ki so med seboj neločljivo povezani in samo, če imaš vse troje, si univerzitetna klinika. Drugače pa pač preideš na nivo regionalnih bolnic, kjer je seveda, brez podcenjevanja seveda, ampak imajo drugačno vlogo. Tukaj pa vlogo predvsem poudarek na kliničnem delu. Skratka, razmere kakršne so in iztrošenost opreme v kliničnem centru, prostori so stari 50 let, ne omogočajo, niso stimulativne za, bom rekel, vrhunsko raziskovalno delo, ki je bolj posledica velikokrat sreče ali pa sposobnosti posameznikov kot sistema. In pri tem bi mogoče samo poudaril sledeče, če pogledate to stavbo klinični center, 50 let je stara, tlele novi urgentni intenzivni blok gradimo, zdaj že 15 let, lahko si ogledate, kako izgleda ta betonsko ogrodje. No, sem pa danes zasledil, da so pa Kitajci ob tej epidemiji koronavirus naredili bolnišnico v 2 dneh za 1000 postelji. Skratka, tukaj prihajam na drugo področje našega zdravstva, to je področje gradenj investicij, ki je pošastno, drago, neučinkovito. Naslednje področje je področje informatike, ki je v kameni dobi in posledica tega je, da danes nimamo realne ocene praktično za nobeno čakalno vrsto, nobeno čakalno dobo, koliko je v resnici.
kot sami vidimo. Skratka, tle so se te problemi 30 let kopičili, noben jih ni ustrezno rešil, ministri so se menjali, stranke so se menjali, mandati so bili kratki. In seveda zdaj prihajamo v obdobje, ker vse to nakopičeno in zdaj seveda ne bo to možno rešiti naenkrat, ampak treba bo pa začeti rešiti. Jaz si predstavljam kot slovensko zdravstvo, kot Titanik, ki plove proti ledeni gori, že dolgo časa, pa ni tistega kapitana, ki bi pravočasno začel odvijati volan stran od ledene gore in seveda upam, da bo končno prišel in mogoče vsaj zmanjšal škodo, ki se bo naredila, ker enostavno tako ne bo šlo več naprej. Je pa dejstvo, da škoda je pa neizogibna, ne? Oziroma jo že okušamo, opažamo že kar nekaj časa. Ne? No, meni zlasti mi je šokantno, da recimo ob tem, ker je zdravniška zbornica predlagala za skrajševanje čakalnih vrst nek zakon, kjer bi se enakovredno vključili koncesionarje, ki so prav tako del javnega sistema in bi delali za isto ceno ali celo nižjo ceno, da dejansko tukaj nasprotovanje dela politika temu. Tukaj ne vidim, v čem je tukaj ta nevarnost, ta prastrah pred neko privatizacijo. Se to je javni denar. Tukaj se gre samo za izvajalca, ki je lahko javni zavod ali koncesionar. In tveganje države je toliko manjše, ker za koncesionarja ni treba investirati v prostore, opremo, v kader, plača storitev, nadzoruješ kvaliteto storitve in je v bistvu za državo zadeva rešena. Tako da jaz tukaj ne razumem, zakaj se tukaj ne doseže konsens ali pa zakaj je en del politike tako proti temu. Ker nek prastrah pred neko privatizacijo strašijo ljudi, ne razumem tega. Tukaj gre verjetno v bistvu za posledice dolgoletne politizacije problema, ki v resnici pravzaprav sploh ne obstaja, ki je nekako umetno ustvarjen. No, jaz sem trdno prepričan, to, kot sem že večkrat povedal, medicina ni privatna, koncesionarska in javna. Medicina je samo dobra in slaba. Primeri ene in druge so v vseh segmentih navzoči. Naloga države je, da za tisti denar, ki ga zberemo, bolnik dobi najboljšo in najcenejšo storitev. To se pravi, država bi mogla kontrolirati samo ceno in kvaliteto, ne pa da se spušča v upravljanje, kjer se je dokazano nesposobna. Tako da jaz osebno mislim, da se ta smer generira, da se pač večino, da se na stran odriva koncesionarje in da se preferira javne zavode. Mislim, da je še zmeraj glavni vzrok to, da se samo v javnih zavodih lahko preko javnih razpisov ustrezno denar krade kasneje, medtem ko pri koncesionarju ga ne moreš. In seveda, če gre ves ta javni denar v javne zavode, potem seveda vsi ti biznisi z javnimi razpisi veselo tečejo, če pa bo šel pomemben del za koncesionarje, potem pa koncesionar sam sebi ne bo kradel, ker bi kot bi z enega žepa v drugi žep, da on bo težil za to, da bo najnižjo ceno dobil medicinskega materiala, če to ne na slovenskem tržišču, bo kupil na enotnem evropskem tržišču. Skratka, tako kot doma delujete, v svojem gospodinstvu delujete gospodarno. Do sledenja toku kraje in korupcije pa ne pride, ker to spet ni v nekako političnem interesu. In tako smo v začaranem krogu. Kako ga presekati? No, jaz osebno seveda nikoli ni bil moj namen, da se komorkoli maščuje ali pa da bi komorkoli od kolegov s tem, ko smo razkrivali te preplačane žilne opornice, kaj škodoval ali mu nakopal kakšne sodne procese in te stvari. Moj namen je bil vedno, da se cena zniža, da se s tem prihrani denar za bolnike in da se dejansko naredi sistem tak, ki onemogoča take ekskurze. Sami bom rekel, neki sodni procesi in te zadeve, to je vse sekundarno. Važno je, da se spremeni sistem, da do tega ne prihaja. Kajti v bistvu pri vsem skupaj predvidevam, da izhajate
iz vsakodnevnih izkušenj na oddelku, ki ga vodite, verjetno tu prihaja do najbolj bolečega izraza in odraza stanja v zdravstvu, ko se vidijo posledice neustreznega ravnanja, ki jih občutijo bolniki, ki potrebujejo takojšnjo pomoč, ne pa dolgotrajnega, nedopustnega čakanja ali slabih aparatur. Kar se tiče recimo oddelka, ki ga vodim, Center za intenzivno interno medicino, mi smo v istih prostorih kot na začetku leta 1972. Takrat smo imeli 400 bolnikov, zdaj imamo 1000. Kompleksnost bolnikov je neprimerljiva. Naše prostorske razmere, ko 5 intenzivnih bolnikov leži v eni sobi, so povsem neustrezni. Ne ustreza nobenim standardom, verjetno niti afriškem ne več. Zanimivo je tudi, da praktično povsod po Sloveniji imajo druge bolnice bistveno boljše prostorske pogoje za intenzivno medicino, medtem ko najtežje bolnike absolutno vseh nam premešča. Kot sem omenil, ta agonija s to novogradnjo, 15 let, nobenega premika, nobene vizije. Skratka, lahko edini vpliv, ki ga imam na to, je, da poskušam zbrati čim boljši medicinski kader, čim boljše zdravnike. Res imamo zelo prežrtvovalno ekipo, tako zdravniško kot sestrsko. In nekako gradimo na tem, da seveda dobra medicina se dela z dobrimi ljudmi, z dobro opremo in da prostori seveda so sekundarni, vendar žal so zelo pomembni, ker prenos bolnišničnih okužb, če vse ostalo odmislimo, zmanjšuje uspeh zdravljenja. Bi pa rekla, da ste verjetno še vedno prepričani o tem, da je slovensko zdravstvo odlično za tiste, ki so zdravi in za tiste, ki imajo dobre zveze, vsaj v zdajšnjem stanju, v zdajšnjih razmerah. No, jaz mislim, da so kar številni segmenti slovenskega zdravstva, različni deli strok, zelo dobri. Vendar to ni odvisno od sistema, sistem tega ne stimulira. To je odvisno od entuziazma posameznikov, kjer so neki posamezniki, ki so velikokrat bili nekaj časa v tujini in prišli nazaj in so imeli priložnost svoje izkušnje in znanje implementirati, skratka neko stroko potegnili, ne. Na drugi strani pa obstajajo stroke, ki so zabetonirane v 90-ih letih in nekega preboja ni in ga tudi ne bo, ker je Slovenija zelo izoliran sistem. Tako da slovensko zdravstvo je strokovno, če gledam, trenutno vidim kot eno veliko mešanico nekaterih zelo dobrih stvari in veliko slabih stvari. Tako da je odvisno predvsem od bolezni. Zdaj, kako je z ljudmi in bolniki, sigurno najboljše je, in to je povsod po svetu res, če si zdrav, ničesar ne rabiš. Seveda, če si pa bolan, potem pa marsikdaj naletiš na kruto realnost v smislu čakalnih dob, v smislu prestavljanja terminov in podobnih stvari in seveda to ni prijetno. In to je tisto, kar bi mogli rešiti, vendar zopet čakalna doba je simptom, tako kot je bolečina, kot je slabo počutje in vedno je najbolj učinkovito zdravljenje vzročno. To se pravi, ti moraš vsako čakalno dobo vzeti posebej, jo analizirati, a je preveč napotitev, a je premalo kapacitet, a je premalo kadra, a je premalo opreme, a je premalo plačanega programa s strani zavarovalnice. In vsaka čakalna doba ima seveda nek svoj mehanizem in če tega mehanizma ne ugotoviš, potem jasno neko metanje milijonov v skrajševanje čakalnih dob ne bo nič prinesel. In to se je tudi seveda dokazalo v zadnjih letih, ko je bilo čakalne dobe vrženo veliko milijonov, pa nekega efekta, kot vidite, ni. Kakšna je vaša vizija, kaj se bo v prihodnje dogajalo s slovenskim zdravstvom? Upate na začetek modrih, celovitih odločitev in korenitih sprememb? Ja, jaz mislim, jaz upam. Morda je ravno to brezvladje zdaj priložnost za politične stranke, da konsenz dosežejo v določenih zakonih. In seveda sem optimist, vedno sem optimist in upam, da končno, da bodo krenile stvari v pravo smer.